gremo najprej do Narina, si ogledamo Šilin tabor, se spustimo proti Zagorju, si ogledamo zbor pivških presihajočih jezer, se vrnemo potem seveda ob Pivki, ob reki Pivki, se sprašujemo o zgodovini rabe tal na tem območju in se vrnemo potem prek železniške postaje Pivka proti Ljubljani. Ok. Barbara, in ti, tvoja naloga? Moja naloga, da rešim s kartami. V redu. Okay. Gremo iz Ljubljane z avtobusom do Brezovice, ker se obnavlja proga Ljubljana-Brezovica in ni možno iti z vlakom že iz Ljubljane. Brezovica, tu se pa vkrcamo na vlak. Zdaj pa je vlak. Zdaj pa je vlak. Tako. Ja. Evo, smo na vlaku in gremo proti Pivki. Študentke in študenti nestrpno čakajo, kaj se bo zgodilo. Je 10, zdaj je 6, to je 16, plus 2 za spremljevalce, tako da to je 18 vse skupaj. To je pa nov sistem, včasih se je priluknalo. Ja, to je že čas tako. Gomolke. Gomolke pa to, ne? Dobro gre, lepo drsi. Narin. Tu začnemo z pešačenjem. Narin. Vinogradov na Notranjskem, na tem pobočju jih je bilo precej gor vzpona proti Šilin taborju. Če pogledamo podatke iz poznega srednjega veka, so se vinogradi nahajali tudi v bližini Postojne, kar seveda treba razumeti v širšem kontekstu. Kje ste imeli recimo na Gorenjskem vinograde v poznem srednjem veku? Kdo ve? Kakšno lokacijo? Se pravi, recimo na pobočju Šmarjete pri Kranju, potem še v Blejskem kotu v manjši meri. Vendar tole ni sam taborski kompleks Šilin tabora. To je Cerkvica, ki je res da najbližja Šilin taboru, ampak sam taborski kompleks Šilin tabora ni te cerkve obsegov. To je cerkev Svetega Martina, zgrajena v 15. stoletju, tako kot tudi Šilin tabor sam. In vidite seveda te tipične elemente utrjene cerkve, nekatere elemente utrjene cerkve, se pravi vidite streljne linije v zvoniku. Skratka, sama lega tega prazgodovinskega gradišča in poznejšega tabora je strateško izredno dobro izbrana. Tukaj imate točko, ki jo je res lahko braniti iz tega vidika, da pač je na severu in na zahodu naravno zaščitena. In hkrati je pa seveda vzhodno od toč potekala pomembna prometna povezava. Če govorimo o zgodnjem novem veku, poznem srednjem veku, seveda je to cesta iz reke v notranjost, glavna cesta iz reke v notranjost, o kateri bom pozneje še rekel nekaj besed, ko bomo v bistvu se pogovarjali o zgodovini prometa potem pozneje. To so zdaj ti ostanki tega zunanjega obzidja taborskega kompleksa. In tukaj na naslednji sliki bomo zdaj videli seveda samo rekonstrukcijo Šilin tabora. Torej vidite na skrajnem robu pomola torej grad, nad prepadno steno proti zahodu in proti severu, okrog pa to trojno obzidje in mi se zdaj nahajamo tukaj na lokaciji tega zunanjega dela, najbolj zunanjega od trojnega, od treh obzidij. Ta prvi upad je bil v bližino Kranjske, je bil na področju Metlike. Se pravi, velika opustelost je bila za to območje značilna že v drugi polovici
15. stoletja, že v poznem 15. stoletju, kar je po eni strani povezano s tem glavnim valom najmočnejših, najpogostejših upadov iz Osmanskega imperija, ki ga je omenil seveda Miha v letih 1469 do 1483, po drugi strani pa, kot je nakazal Miha, seveda tudi z epidemijami, tudi z begom prebivalstva v obmorska mesta. In glavnino teh naselij so pozneje vnovič poselili. Nekatera izmed njih so pa dejansko trajno opustela. In če pogledamo recimo območje Zgornje Pivke, Zgornjega Pivškega, tukaj imamo 19 vasi, ki so obstajale v poznem srednjem veku in obstajajo še danes. Ob teh pa 4 vasi iz poznega srednjega veka ne obstajajo več, omenjajo se kot opustele že v 90. letih 15. stoletja in jih niso vnovič poselili. Ena takšna vas je Poček, ki jo vsi poznate v kontekstu vojaškega vadišča. Izjemen razgled. Lokacija. Seveda ključno z gospodarskega vidika, torej to območje nikakor ne bi moglo prehraniti prek zime toliko drobnice, če ne bi šlo za to transhumantno pašo. Ravno tako seveda ljudje na sušnih pašnikih Istre poleti ne bi mogli prehraniti toliko drobnice. Ob tem je imela pa ta paša tudi zelo pomembne ekološke učinke, kot je pokazala raziskava na Vremščici. V runo ene same ovce se tekom poletne pašne dobe ujame več tisoč kaljivih semen z teh pašnikov, kjer se ovca pase. Ne gre za to samo, da bi ovca pač to seme mimogrede pobrala medtem, ko hodi, ovca se seveda tudi valja po tleh in pri tem nabere številna kaljiva semena in za številne od teh vrst je to v bistvu edini način transporta na dolge razdalje v velikih količinah semena. Namreč, poglejte, po podatku iz 18. stoletja recimo je bilo samo iz območja postojnskega okrožja okrog 20 tisoč ovc na leto vpletenih v to transhumantno pašo na dolge razdalje. No, in še to je pokazala tudi ta raziskava na Vremščici, da so dejansko v runu ovac po koncu pašne sezone našli semena 50% vseh rastlinskih vrst, ki se nahajajo, za katere je znano, da se nahajajo na tistih pašnikih. Iz tabora se spuščamo v dolino. Zdaj, liderska rekonstrukcija, podrobna liderska rekonstrukcija, se pravi zelo podroben digitalni model reliefa pobočja Širn-Tabora, na katerem se nahajamo, zahodnega pobočja Širn-Tabora, na katerega se nahajamo. Se pravi, kot veste, tole je sam taborski kompleks, to je prazgodovinsko gradišče. Ampak pogledajte zdaj to pobočje. To pobočje je polno nekih struktur. Vidite? Šele liderska slika vam, kot vidite, to pokaže. Tega v pokrajini sami ne morete v tej meri videti, kot to lahko vidite na tej liderski rekonstrukciji. Poglejte si tale travnik. Poln je orhidej, poln je mlečka. Na njem bi tako po grobi oceni se nahaja nekje 60 rastlinskih vrst na 50 kvadratnih metrih. Gre za vsekakor za negnojen travnik, sicer orhideje v njem ne bi rasle. In samo negnojeni travniki so tisti, v katerih uspevajo številne med tako estetsko kot ekosistemsko zelo pomembnimi vrstami, ki za naše pokrajine hitro izginejo. In tukaj je en velik problem, o katerem bi bilo dobro, da tudi sami kot potrošniki razmišljamo, ko se skrbujemo z recimo mlečnimi izdelki. In upam, da se bo tukaj kaj spremenilo, da ne bomo šli pač po poti najbolj enostavno, ne slediti predpisom iz zahodne, iz severne, iz srednje Evrope, kjer takih habitatov tako več nimajo, se pravi, da se s tem ne ukvarjajo. Imaš električnega pastirja? Ne vem točno, če je elektrika noter ali ne. Bližamo se Zagorju. Zagorje, Zagorje.
Žiga išče na zemljevidu, kam bomo zdaj krenili. Še vedno v Zagorju. Tukaj smo šli iz Zagorja in hodimo po tej cesti. Tukaj pri Jurču se bo srečalo s drugo, skratka na tej cesti smo. To je zemljevid, to je izsek iz zemljevida cestnega omrežja na Slovenskem okrog leta 1400. In kot vidite, torej tukaj je takrat obstajala cesta, ki je bila toliko pomembna, da je na tej karti označena, ni pa bila seveda logično ena najpomembnejših. Ampak ta cesta se je seveda, kot vidite tukaj v Zagorju, odcepile od ceste iz reke v notranjost. To je bila pa sploh v poznem srednjem veku v bistvu zelo pomembna cesta. Namreč reka je bila seveda eno ključnih stikov, eno ključnih pristanišč za blago iz globine zaledja slovenskega ozemlja za dostop do morja. Je obstajala vas Jurše. Šlo je namreč za nič manj kot mitnico kranjskih deželnih stanov. Iščemo jezera pri Zagorju, pri Jurčah. Smo v velikem Zagorskem jezeru, presihajočem Kraškem jezeru, ki so ga nekdaj v celoti uporabljali kot njive. In kaj imaš na tem zemljevidu? V tem zemljevidu pa vidimo seveda rabo tal tega velikega Zagorskega jezera v zgodnjem 19. stoletju, po podatkih francoskega katastra, vse rjavo so njive. Odlično. Kaj mu daješ? Piškote? Še bi pa vseni piškote. A ima rad? Ja, vsi jih jejo. So pojedali že skoraj cel paket. Pa še jim? Ja. Sladko je, ne? Ovas je, Ja. pa malo sladila. Aha. Pa tak roker malo. Na suhi strugi reke Pivke. A lahko s prstom pokažeš, kje smo šli? Joj. Gremo proti Pivki. Izgleda, smo se malo zgubili, ampak se bomo že našli. Tam v ozadju pa Pivka. Vas Parje, hiša številka 22, ker nam Tobija prijazno toči vodo, ker smo čisto deshidrirani. Jaz sem tudi gledal, da jih iz narina mora hoditi, zdaj so pa dehidrirani. Treba, ne more toliko vode biti, da je zadosti. Ja. Proti, ne? Rešite ste nam življenje, ste. Evo. Kako sem vesela, mladi. Najlepša hvala. Zelo Hvala. ni za kaj, drugič še. Spenjamo se iz Parja proti Pivki po nekem kolovozu. Ja, tukaj je. Koliko kilo trde bo to dobro? Nam ne gremo sem tovar, tukaj ne daljimo. Potem moramo pa zdaj tjeli na tem sedlu, zaviti čez, ki bo prečnica, zato da prijemo tle čim prej na postajo, čim bližji. Moramo pa za sedlom te sta dve poti, pred in za, in moramo pa tej za, zato da moramo prijeti čim prej na postajo. Zadnji travniki nad Pivko. Čakamo vlak Pivki, da se vrnemo nazaj v Ljubljano. A je bilo v redu? Super. A je bilo v redu? Smo kaj zmatrani? Super. Fanti, je bilo v redu? Super. Kaj zmatrani? Ne. A bolijo kaj noge? Ne. Punce, kaj zmatrane? Ja,
A drugače je bilo v redu ali ni bilo? Super je bilo. Samo dolga kola pa so. Ja, zeblo nas pa ni, ne? Ne, to pa ne. Evo, peljemo se proti Ljubljani, vračamo se iz strokovne ekskurzije na Pjuško. Še malo in bomo v Ljubljani.